Dober dan, en super lep kolesarski pozdrav. Danes sem se odpravil na eno krajše kolesarjenje, da vam povem, kako sem letos vse preveč kolesaril in kako sem bil prisiljen popolnoma na novo definirati svoje cilje. Spet imamo eno tako super čudovito vreme, da nimaš izgovora, da ne bi šel na kolo. Danes je približno 21 stopinj Celzija in kadar je več kot 17, jaz zmeraj izberem kratke rokave in kratke hlače. Danes sem se ponovno odpravil na en trening v coni 2 in upam, da mi bo tokrat uspelo 2 urci voziti na srčnem utripu nekje med 109 in 130 utripi. Moram pa povedati, da mi je gledalec Matjaž na YouTubeu predlagal, da bi v te treninge s cono 2 vključil še nekaj cone 3. Njegova ideja je, da vsake toliko malo pojačaš in vrtiš hitreje, tako da prideš nekam v cono 3, se pravi med 130 in 150 utripov, kjer ustrajaš približno od 5 do 7 minut. Potem se vrneš v cono 2 in tak postopek ponoviš približno 3-4krat. Matjaž pravi, da bom hitro opazil, kako mi bo rasla kondicija, mišice se mi bojo kasneje zakisale, pa še Garmin me bo hvalil. Pri takih argumentih mi ne ostane drugega, kakor da to preizkusim. Danes mi zaradi snemanja to verjetno ne bo uspelo, bom pa to probal ob prvi priliki, mogoče že jutri. Ne glede na vse, bom pa tudi tole današnjo progo, kot vedno, objavil od spodaj v opisu videa. V zadnjem tednu sem na YouTubeu in na Instagramu dobil kar precej vprašanj glede tega mojega števca. V glavnem lahko povem še enkrat, to je podatkovno polje, ki se imenuje SPH graf. Naložite si ga preko IQ Connect in ga prenesete na števec. Na števcu potem dodate nov zaslonček z enim samim podatkovnim poljem, vanj pa izberete tale SPH graf, ki se nahaja čisto v zadnjem meniju. To podatkovno polje potem zavzame celoten zaslon, kjer imate prikaz vseh teh podatkov, ko jih vidite pri meni. Jaz sem si na enak način dodal tudi polje My Bike Radar Traffic, ki mi šteje, koliko avtov me prehiti in s kakšnimi hitrostmi. Med vožnjo na števcu vidiš samo število vozil, ki te je prehitelo, na koncu vadbe pa v Garmin Connectu še vso ostalo statistiko. V zadnjem tednu sta mi 2 gledalca tudi komentirala mazanje verige in sicer sta me spraševala, če sem kaj razmišljal o voskanju verige. Mazila na osnovi voska vežejo nase dosti manj umazanije in pravita, da se zelo dobro obnesejo. Je pa gledalec Aleš pojasnil, da je s tem voskanjem malo več dela, vosek je treba stopiti, veriga mora biti čista v nulo in potem se jo potopi noter, ampak to se dela samo enkrat na 2000 km, vmes se jo pa maže s tekočim voskom. Skoraj v isti sapi je drug gledalec napisal, da tega ne kupovati, bilo je nekako začutiti, da je bil razočaran in da je vse skupaj ena sama packarija. Tako da zdaj imam 2 popolnoma nasprotni mnenji in sem v dilemi. Jaz mazil na osnovi voska ne poznam in jih v življenju še nisem uporabljal, tako da če imate kakršnekoli izkušnje s tem, ni problema, kar napišite mi, lahko tudi kakšno znamko in tip, pa bom jaz to mogoče nabavil in preizkusil. Ja, glede letošnjih ciljev je pa tako, da sem si jaz to že na začetku leta zastavil, da bi nekako dosegel kilometrino prejšnjih 2 let, se pravi 7300 km. Ta cilj sem si nastavil na Stravi, zraven sem pa dodal še cilj 150 km na teden. zato ker to nekako pomeni 600 na mesec
oziroma 7200 na leto. Kljub temu, da se nisem nič kaj posebej trudil, pač izkoristil sem lepe dni in pa dejstvo, da mi je služilo zdravje, sem že sred septembra dosegel 7300 km, zdaj sem pa že kakšno 100 čez. Kar nekaj dni sem premišljeval, kaj točno bi bilo za narediti in na koncu sem ugotovil, da tako ne more ostati. Da zdaj jaz gledam ta cilj 7300, kako sem ga presegel in kako grejo moji kilometri naprej, pač to enostavno ne gre. Ampak prav res, kakšno lepo vreme imamo in mi je prav malo žal, ker sem videl v napovedi, da bo čez par dni prišlo neko deževje in bom hočeš nočeš mogel biti malo več doma. Da cilj ne bi bil prav preveč enostaven, po drugi strani pa še zmeraj dosegljiv, sem se odločil, da letni cilj popravim na 10 000 km. V isti sapi sem se potem ugriznil v prst, ker sem ugotovil, da nimam več na razpolago cele četrtine leta, tako da sem mogel popraviti še tedenski cilj na 190 km. Zdaj to pa ni več tako malo, ni več mačji kašelj. 190 km na teden je skoraj 4x po 50. Glede na to, da je prišla jesen, da prihaja deževje in da bo potem proti koncu leta še zima, je ta cilj še malo težje dosegljiv, ker se lahko zgodi, da se za več dni sviži vreme in enostavno ne bom šel na kolo. Prepričan sem, da samo zaradi tega cilja ne bom začel kolesariti v dežju in snegu in buri, ampak bom pač prilagodil svoje vadbe stanju vremena in cest. 10 000 km. Prav lepo je sanjariti, to je res ful. Niti z avtom jih ne naredim 10 000 na leto. To je 400 ur na kolesu, če voziš poprečno 25. To je ful. Tisti moj prvi pomislek je točno ta, da mi ne bo uspelo. Čeprav vem, da tako blizu tega rezultata še nisem bil in da bi bilo res škoda, če letos ne bi poskusil. Vprašanje, kako bo naslednja leta, a bom imel še priložnost, tako da res, zdaj se moram potruditi, če hočem kdaj na svoji letni statistiki videti 4 ničle. Jaz se bom v izvedbo tega plana podal dokaj umirjeno in neobremenjeno, brez kakšne ihte, če rata, rata. Motivacija je dobra, v vsakem primeru pa tudi, če mi ne uspe, bom imel letos svoj osebni rekord vseh časov. Ampak, kakor sem že rekel, preveč enostavni cilji pa spet ne prinašajo nekega pravega zadovoljstva, tako da je prav, da je vseeno malo zahteven. Jaz se bom trudil, da ga dosežem, če mi pa ne bo ratelo, pa tudi ne bo konec sveta. Jaz verjamem, da je večina tistih, ki mi ta uspeh privoščite, kakšni mogoče tudi na skrivaj upajo, da mi ne bi uspelo. Meni je samo važno, da oboji močno stiskate pesti. Vsekakor vas bi jaz iz te točke prav lepo pozdravil, vam zaželil srečno vožnjo in čim več varnih kilometrov. Se vam zahvalil za vse všečke, komentarje in naročnike in hvala za pozornost. Se vidimo prihodnjič. Čau, čau.